Spoštovani doajen diplomatskega zbora, ekscelence, dame in gospodje, prisrčno vas pozdravljam na novoletnem sprejemu, ki ga prvič, razmeram primerno, gostim virtualno. Za nami je težko leto. Pandemija nove bolezni nas je opomnila, kako tesno smo povezani in spoznali smo, da jo bomo premagali le s sodelovanjem in solidarnostjo. Soočili smo se z močjo narave. Po drugi strani pa sta nas navduševala človečnost in empatija. Bolj kot kadarkoli doslej vemo, da je svet en sam in da moramo zanj skrbeti s skupnimi močmi, v dobrobit vseh nas in naših otrok. Ekscelence, po običaju se bom kratko opredelil do najpomembnejših tem. Prvič, o razmerah v Sloveniji. Slovenija bo letos obeležila 30-letnico razglasitve nove države. V teh 3 desetletjih nam je uspelo razviti trden demokratični politični sistem. Razvili smo učinkovito gospodarstvo in utrdili svoj mednarodni položaj. Slovenija ima vlado, ki ima zadostno politično večino. Kot marsikje drugje po svetu pa je tudi pri nas epidemija vplivala na politično stabilnost, ki jo je manj, kot bi si želel. Moja ocena je, da bi se Slovenija lažje, hitreje in za manj slabe volje med ljudmi soočala z epidemijo, če bi bila politika enotnejša. Slovenija ima 30-letno tradicijo poglobljenega sodelovanja parlamentarnih strank v zahtevnejših obdobjih ali za uveljavitev strateških ciljev. Zdaj je tak čas in upam, da nam bo to uspelo. Redne volitve bodo čez dobro leto dni, pred volitvami pa je potrebno uveljaviti ustavno odločbo o spremembi oziroma dopolnitvi volilnega sistema. Boj z epidemijo in njenimi posledicami je v ospredju delovanja vseh nas. Prva naloga je obvarovati življenja in zdravje ljudi in pri tem čim manj omejiti delovanje posameznih sektorjev družbe in države. To nam je ponekod uspelo bolj, drugje manj. Razveseljivi so gospodarski kazalci, ki kažejo na vitalnost ključnih stebrov gospodarstva. Drugič, odnosi s sosednjimi državami. Ponosen sem na odlične odnose, ki jih gojimo z sosednjimi državami. Imamo rešena tako rekoč vsa dvostranska vprašanja, tudi s Hrvaško, za katero verjamem, da bo prej ali slej dosežen dogovor o izvršitvi razsodbe arbitražnega sodišča o meji med državama. Še več, odnose z vsemi sosednjimi državami smo lansko leto nadgradili. Nekajkrat sem se srečal z novim predsednikom Hrvaške, Milanovićem, mudil sem se na uradnem obisku na Madžarskem, predvsem pa sem vesel, da smo uspeli v resničnem evropskem duhu strpnosti, razumevanja in prijateljstva obeležiti 2 obletnici. 100. obletnico požiga Narodnega doma v Trstu in 100. obletnico Koroškega plebiscita. Skupaj s predsednikom Mattarellom sem se udeležil podpisa dokumenta o vrnitvi Narodnega doma Slovenski narodni skupnosti v Italiji. 100 let potem, ko so ga požgali fašisti. Skupaj sva se poklonila prvim slovenskim žrtvam italijanskega fašizma in žrtvam povojnih pobojev. Slovensko-italijanski odnosi so resnično na zgodovinsko visoki ravni. Dodatno jih plemeniti nedavna izbira Nove Gorice, ki bo skupaj z italijansko Gorico kulturna prestolnica Evrope leta 2025. To je čudovita ilustracija skupne prihodnosti v Evropski uniji, ko v sodelovanju in sožitju različnih jezikov in kultur nastaja tudi skupna, brezmejna, evropska identiteta. S predsednikom Republike Avstrije, Van der Bellenom, sva skupaj domislila, kako obeležiti 100. obletnico Koroškega plebiscita, ki je doslej vedno močno razdeljevala večinsko nemško govoreče prebivalstvo in manjšinsko slovensko skupnost na avstrijskem Koroškem. Mislim, da nam je uspelo razumevanja dogodkov izpred 100 let postaviti v evropski kontekst in se usmeriti v prihodnost, v kateri naj prevladata medsebojno spoštovanje in sožitje.
Tretjič, Evropska unija. Evropska unija je bila in je še pred velikimi preizkušnjami. Morda nismo bili najbolj zadovoljni s prvimi odzivi na izbruh pandemije, a se je kaj kmalu pokazalo, da se z njo borimo lahko le skupaj in povezani. Izjemnega pomena je dogovor o novem večletnem finančnem okviru in skladu za okrevanje, za katerega upam, da bo hitro zaživel. Vse pohvale gredo tudi za napore in dosežke glede razvoja cepiva in usklajenega delovanja pri nakupu le-tega. Zelo sem vesel tudi podnebnega dogovora, za katerega upam, da bo v letošnjem letu uspešno konkretiziran, da bi Evropska unija lahko ostala vodilna pri spopadanju s posledicami podnebnih sprememb. Manj me veseli odhod Združenega kraljestva iz povezave, a verjamem, da je pred kratkim sklenjen sporazum o novih odnosih dobra osnova za prihodnje tesno sodelovanje in zavezništvo. V letošnjem letu pričakujem zagon konference o evropski prihodnosti. Morda na prvi pogled razprava o evropski prihodnosti ne deluje kot prioriteta v teh zahtevnih časih. Vendar ravno teme, s katerimi se veliko ukvarjamo, torej kako narediti Evropsko unijo še bolj učinkovito in odporno, ter kako graditi na njenih temeljnih vrednotah, kot so demokracija, vladavina prava in človekove pravice, terjajo poglobljen razmislek, kje smo v Evropski uniji in kam želimo. Sam nameravam nadaljevati z rednimi posvetovanji na to temo in obravnavati vsa vprašanja, ki se bodo zastavljala tudi Evropske konference. Slovenija sodi med najbolj povezane članice Evropske unije in si mora vedno prizadevati za utrjevanje tega položaja. Vedno sem verjel in verjamem v francosko-nemški motor evropske integracije, ki mora biti inkluziven in odprt. Izjemno cenim odlične odnose z obema državama in njunima predsednikoma, Steinmeierjem in Macronom. Sicer pa ima Slovenija več identitet, saj je tudi srednjeevropska in mediteranska država. Vse to je potrebno razvijati in negovati dvostranske odnose z drugimi članicami Evropske unije. Lani nam je, na primer, v premoru med dvema valoma epidemije uspelo realizirati odličen, v zeleno prihodnost usmerjen obisk na Slovaškem. V letošnjem letu se veselim številnih srečanj z voditelji članic Evropske unije, pa tudi drugih držav, kar bomo začeli realizirati takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Četrtič, Zahodni Balkan. Ena od najpomembnejših oblik sodelovanja držav v regiji je še vedno pobuda Brdo-Briovni proces, ki jo vodim skupaj s hrvaškim predsednikom. Ob 10. obletnici, lansko leto, sem načrtoval posebno srečanje in me iskreno veseli velik interes vseh voditeljev, da bi se ga udeležili. Žal nam je pandemija COVID-19 to dvakrat preprečila. Upam, da nam bodo razmere čim prej znova naklonjene in bomo lahko v Sloveniji priredili vrh te pobude. Gre za pomembno platformo sodelovanja na najvišji politični ravni, ki krepi zaupanje med državami in pomaga k večji vidnosti Zahodnega Balkana. Slovenija iskreno in zavzeto podpira politiko odprtih vrat Evropske unije in globoko obžaluje, da Republika Severna Makedonija še ni dobila datuma za začetek pogajanj o članstvu v Evropski uniji. Želim, da bi med državami Evropske unije končno prevladalo zavedanje, da je širitev Evropske unije v prostor Zahodnega Balkana predvsem geopolitično vprašanje. In tu ne sme prihajati do nepotrebnih odlogov. Slovenija bo politiki Evropske unije do Zahodnega Balkana posvetila posebno pozornost tudi v času predsedovanja, saj namerava gostiti vrh Evropska unija Zahodni Balkan. Ob tem je seveda potreben velik napor samih držav, ki želijo postati članice Evropske unije. Imamo dobre odnose z vsemi državami v regiji, kar nam omogoča, da delujemo kot povezovalec, ki se trudi za utrditev procesov sprave in tesnejše sodelovanje med posameznimi državami regije. Petič, glede dvostranskih odnosov s ključnimi partnerji. Iskreno me veseli, da smo v odnosih z Združenimi državami Amerike naredili pomemben korak naprej.
Združene države so naš tesni zaveznik in partner, s katerim želimo naše odnose še nadgrajevati. Zelo se veselim sodelovanja s predsednikom Bidenom. Pozdravljam njegovo odločitev o vrnitvi k Pariškemu podnebnemu sporazumu, k Svetovni zdravstveni organizaciji in drugim ključnim multilateralnim pobudam in organizacijam. Izražam upanje, da se bo poglobilo evropsko-ameriško sodelovanje in zavezništvo. Z Rusko federacijo in Kitajsko, članicama Varnostnega sveta, želimo negovati politične odnose in krepiti gospodarsko sodelovanje. Dobre, urejene, iskrene in če je le mogoče prijateljske odnose, želimo imeti tudi vsemi drugimi državami po svetu. Šestič, glede multilateralizma in mednarodnega miru. Lansko leto smo obeležili 75. obletnico Organizacije združenih narodov. Po eni strani je bila ta obletnica v senci pandemije, ki je onemogočila srečanja na vrhu v New Yorku, po drugi strani nas je ravno pandemija opomnila, kako pomembno je multilateralno sodelovanje in kako pomembno vlogo imajo mednarodne organizacije. Z gotovostjo lahko trdim, da je današnji svet manj predvidljiv in manj varen, kot je bil včeraj. Osnovna načela OZN zato ostajajo izjemno relevantna. Prvo med njimi je privrženost mirnemu reševanju vseh sporov. Skupaj si moramo prizadevati za krepitev zaupanja, vladavino prava in spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Učinkovit multilateralizem je v interesu vseh držav, ne glede na njihovo vojaško, politično ali gospodarsko moč. Sedmič, podnebne spremembe. Mislim, da se čedalje bolj zavedamo grožnje, ki jo mednarodnemu miru, varnosti in razvoju predstavljajo podnebne spremembe. A zavedanje ni dovolj, potrebna je jasna, osredotočena in odločna aktivnost. Prav je, da vsak po svojih močeh prispeva k spopadanju z izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe, tako v naših lastnih državah, kot v mednarodnem okviru. Moj pred dobrim letom oblikovani stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko, sestavljen iz vrhunskih strokovnjakov, mi pomaga pri oblikovanju tehtnih priporočil vladi in državnemu zboru. Najbolj pomembno spoznanje je, da je za uresničitev pariških podnebnih ciljev na državni in globalni ravni odločilno to desetletje. Morebitne zamude bodo težko popravljive. Boj s pandemijo COVID-19 je pokazal, da zmoremo. Zmoremo, če zaupamo v znanost in stroko in smo osredotočeni na to, kaj želimo doseči. Imamo veliko priložnost, da po COP26 naredimo velik korak naprej tudi na področju podnebnih sprememb. Čas je, da strnemo vrste v korist trajnostnega razvoja naše države, Evropske unije in vsega sveta. Ob koncu. Pri mojem delu me vodi iskrena želja po negovanju dobrih odnosov z vsemi državami v našem delu Evrope in povsod po svetu. Slovenija je in bo še naprej aktivna partnerica v prizadevanjih za mir in sodelovanje ter za to, da bi povsod živeli varneje in bolje. Ekscelence, dovolite mi, da se vam ob tej priložnosti iskreno zahvalim za vaš prispevek k krepitvi sodelovanja med Slovenijo in državami, ki jih predstavljate. To v zdajšnjih razmerah ni lahko, zato še posebej hvala. Prosim vas, da prenesete moje najboljše želje suverenom vaših držav z iskrenim upanjem v krepitev našega medsebojnega zaupanja in prijateljstva v korist ljudi, ki jih predstavljamo, in širše mednarodne skupnosti. Spoštovani gospod predsednik republike, spoštovani apostolski nuncij, doyen diplomatskega zbora, spoštovane ekscelence. Toplo vas pozdravljam na tem virtualnem novoletnem diplomatskem sprejemu. Leto, ki je minilo, je bilo leto velike preizkušnje. Vse države sveta so se spopadle s pandemijo in z vsemi razsežnostmi njenih posledic, z varnostnimi, ekonomskimi, družbenimi in psihološkimi. Kriza nam je predočila našo ranljivost, pa tudi nemoč kot posameznikov.
Tako smo ponovno spoznali dragocenost pripadnosti in nujnost vzajemne odgovornosti. Te vezi gradijo medsebojno zaupanje, ki omogoča sodelovanje. Od njihove trdnosti je odvisna odpornost. Brez sodelovanja in solidarnosti se ni mogoče učinkovito spopasti z epidemijo ali s katerokoli drugo večjo krizo. V prvi vrsti velja izpostaviti predanost in požrtvovalnost vseh zdravstvenih in drugih delavcev ter vseh ljudi, ki upoštevajo ukrepe in razumejo nujnost teh ukrepov za zajezitev širjenja okužb. Ti so bili nenadomestljiva opora prizadevanjem vlade, katere ključna skrb v teh razmerah je in ostaja varovanje življenj in zdravja ter prizadevanje za dobrobit državljanov, za kar smo predlagali že 8. paket ukrepov odpravljanja posledic epidemije. Pri spopadanju s pandemijo, iskanju pomoči in reševanju mnogih problemov pa so se zaupanje, sodelovanje in solidarnost izkazali kot ključne vrednote in načela tudi na ravni medsosedskih odnosov med državami in na širši regionalni ravni. Izkušnja soodvisnosti in medsebojne pomoči ob spopadanju s skupno krizo je utrdila medsosedske in regionalne odnose. To je pomembna izkušnja, ki utrjuje prepričanje v dobrobit sodelovanja in povezovanja. Pandemija je bila velika preizkušnja tudi za našo širšo domovino, za Evropsko unijo. Po začetnem šoku so naše skupne institucije odreagirale s pomembnimi ukrepi in intenzivnost koordinacije prizadevanj držav članic se je stopnjevala. Sprejetje večletnega finančnega okvira in sklada za okrevanje je bila mogoča le zaradi močnega medsebojnega razumevanja in solidarnosti. Tudi skupni pristop do financiranja, razvoja in proizvodnje cepiv in njihova distribucija med države članice po načelu enakosti je rezultat okrepljenega čuta medsebojne solidarnosti. Slovenija je bila dejavna pri iskanju soglasja držav članic za zgodovinsko odločitev o skladu za okrevanje, prav tako se je dejavno vključila v razmislek o nadaljnji krepitvi spoštovanja načela vladavine prava v Uniji. Pri iskanju primernih pristopov smo poudarjali, da mora spremljanje izvajanja tega načela potekati pregledno, ob uporabi enotnih meril ter zanesljivih in primerljivih virov na podlagi pravne presoje ter upoštevanje posebnosti držav članic in strukturnih ovir vladavini prava, ki so lahko tudi zgodovinsko pogojene. Izpostavim pomembnost medsosedskih odnosov. Vesel sem, da med nami vladata močno razumevanje in solidarnost. Pozdravljamo obe simbolni dejanji predsednika Pahorja s predsednikoma Italije in Avstrije. Leta 2020 je bilo zaznamovano z dvema zgodovinskima dogodkoma, vrnitvijo Narodnega doma v Trstu in poklonom predsednikov Italijanske republike in Republike Slovenije pri spomenikih žrtvam fašizma in komunizma ter v slovenščini izrečene besede opravičila avstrijskega zveznega predsednika ob 100-letnici koroškega plebiscita. Z vsemi sosedi želimo naše dobre gospodarske odnose nadgraditi tudi z novimi infrastrukturnimi povezavami, ki so nujne za digitalni in zeleni preboj vseh držav v Evropski uniji. Z vsemi sosednjimi državami poteka tudi intenziven dialog o aktualnih evropskih temah, pa tudi o regionalnih vprašanjih. Med njimi velja izpostaviti v lanskem letu začeti dialog 3 obalnih držav o upravljanju Jadrana. Znotraj Unije smo več pozornosti namenili Srednji Evropi, ki je naše naravno kulturno-zgodovinsko, pa tudi geografsko okolje. Zlasti z okrepljenim sodelovanjem v pobudi 3 morij ter v novi neformalni skupini 5 srednjeevropskih držav C5 smo zastavili ambiciozne načrte na področju infrastrukturnega sodelovanja, ker ta del Evropske unije še zaostaja. Prav tako smo okrepili sodelovanje znotraj druge razsežnosti naše zunanje politične istovetnosti v Sredozemlju. Ob tem želim poudariti tudi bilateralne odnose z Združenimi državami Amerike. Slovenija je v letu 2020 prešla od besed k dejanjem. Okrepili smo odnose, vključno z izmenjavo obiskov na ravni zunanjih ministrov ter sodelovanje s sporazumi o sodelovanju na področju kibernetske in energetske varnosti. Z začetkom strateškega dialoga z ZDA smo postavili trdne temelje za nadaljevanje dvostranskega sodelovanja.
Vlada si je prizadevala tudi za uravnoteženost gospodarskih odnosov pa tudi drugih vitalnih interesov države z nacionalno-varnostnim sistemom in utrjevanjem varnostno-političnega položaja Slovenije. S tem je sledila tudi ciljem in interesom zaveznikov in partnerjev in koristila dobrim odnosom s sosednjimi državami pri odvračanju groženj ter zagotavljanju in krepitvi miru. Tako nikakor ni bilo zanemarjeno področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in migrantska problematika. Na obrambno-vojaškem področju pa je bil v Državnem zboru sprejet zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih do leta 2026. Ko se ob začetku leta zaziramo v naloge in izzive, ki so pred nami, nas vse te izkušnje navdajajo z upanjem in zaupanjem, da bomo skupaj z združenimi močmi premagali to epidemsko oziroma pandemsko krizo. Na izkušnjah sodelovanja, utrjevanja medsebojnega zaupanja in solidarnosti bomo gradili našo politiko v letošnjem letu. Evropska unija in NATO sta za nas sidri globalnega političnega zahoda. Želimo prispevati k nadaljnjemu utrjevanju in zaščiti njegovih temeljnih vrednot in interesov. To nam v letošnjem letu, ko bomo praznovali 30-letnico razglasitve neodvisnosti, še toliko bolj v zavesti. Prizadevanja slovenskega naroda za svobodo in neodvisnost so se uspešno udejanjila v okviru, ki ga je začrtalo in utrdilo evropsko povezovanje. S padcem evropskih komunističnih totalitarnih režimov je postalo mogoče udejanjanje celovite in svobodne Evrope, ki je v miru sama s seboj. Ta cilj še ni udejanjen v celoti in je naloga naše politične generacije, da ga izpolni. Naša osrednja naloga v letošnjem letu bo predsedovanje Svetu Evropske unije v drugi polovici leta. Ob tem želim izpostaviti ključni prioriteti, pripravljenost in odpornost na krize. Pandemija nas je opozorila, da moramo na ravni Evropske unije skupaj oblikovati načine za hitro in učinkovito soočanje s krizami in upravljanje z njimi. Prav tako se je izkristalizirala pomembnost odpornosti družbenih sistemov, ki so zaradi pospešene digitalizacije še bolj izpostavljeni. Zato bosta izboljšanje odpornosti in pripravljenost na pandemije ter izboljšanje kibernetske odpornosti prioritetni vsebini našega predsedovanja Svetu Evropske unije. Visoko na naši agendi bodo tudi države Zahodnega Balkana in udejanjanje njihove evropske perspektive. Ključna beseda v prihodnje bo stabilizacija Evropske unije, predvsem njena konsolidacija po Brexitu in Covidu. V teh razmerah sta potrebni konsolidacija in stabilizacija obstoječega lizbonskega okvira in osredotočenje na ključne teme in izzive na izboljšanje učinkovitosti delovanja Unije na konkretnih področjih. Notranji trg in Evropska ekonomska in monetarna unija morata biti popolnoma operativna in dolgoročno stabilna. Na tak način bosta lahko prispevala k stabilnosti celotne Evropske unije. V skladu s pogodbenimi določili si je potrebno prizadevati za širitev evrskega in šengenskega območja. V zelo pomembnem smislu Unija ne bo konsolidirana in stabilna, dokler njene zunanje meje ne bodo tudi meje šengenskega območja. Evropska unija je lahko močna in enotna, če v skupnem sodelovanju spoštujemo subsidiarnost in svobodo evropskih narodov, da na sebi lasten način, ki je v skladu z njihovo zgodovino, kulturo in družbeno specifiko, spoštujoč vladavino prava, udejanjamo evropska načela, vrednote in politike. V Evropski uniji vemo, da se lahko soočimo z vsako krizo, če ostanemo svobodni, enotni in solidarni. Spoštovani, naj se na tem mestu iskreno zahvalim za vaše sodelovanje in prizadevanje za krepljenje prijateljskih odnosov držav, ki jih predstavljate, Slovenijo, in za pomoč vsem, ki ste nam v času pandemske krize kakorkoli priskočili na pomoč. Iskrena hvala za vso solidarnost. Pred nami pa je leto polno izzivov, izkušnje solidarnosti in sodelovanja pa nas navdajajo s trdnim upanjem, da jim bomo kos. Vsem vam želim, vam, vašim državam in narodom, ki jih predstavljate, obilo zdravja, sreče in blagostanja in da bi se v letošnjem letu še bolj utrdile vezi prijateljstva, ki nas povezujejo.
Honorable Mr. President of the Republic of Slovenia, Your Excellency the Prime Minister, dear colleagues of the Diplomatic Corps, ladies and gentlemen, at the beginning of this year, 2021, as Dean of the Diplomatic Corps accredited to the Republic of Slovenia, I am deeply honored to present my best wishes to you, Mr. President, to the government of this country, and through you to all Slovenian citizens. The year 2020 was very significant and strange, characterized by the rapid and inexorable spread of COVID-19, which has put Slovenia and all humanity to the test. The pandemic, in fact, caught us by surprise, upsetting our plans and plunging us into an unprecedented and global epochal crisis. In the very middle of our technological and managerial euphoria, we have found all our countries and ourselves socially and technically unprepared for the spread of the contagion. It has been difficult to recognize and admit its impact. And now we are rushing to limit its spread, to find solutions, to look for the desired vaccine. The Slovenian government tried to do its best. At the beginning of the crisis, it was very helpful in facilitating the repatriation of foreign citizens stocked in Slovenia. Some of my colleagues, at the end of past March, thanked the Slovenian authorities, the health worker, and all Slovenian citizens for taking care of the citizens of their respective countries living in Slovenia, indicating also that in their own countries, the Slovenian citizens have been treated in the best possible way. COVID-19 has given us the opportunity to give reciprocity a new face, a human face. Of course, we have to deal with a health crisis, but in the same moment, and we cannot forget it, a food crisis is already underway. According to the latest report of the state of food security and nutrition in the world, published last July by the United Nations agencies operating in the sphere of nutrition, almost 690 million people were undernourished, and the number is increasing. The causes are many and partly depend on uneven distribution of the earth's goods. They also include a lack of investment in the agriculture sector, increasing food loss and waste, as well as the proliferation of conflicts in different areas of our planet. Making matters worse, there is climate change, which especially affects small rural producers, not only in far countries, but also in each of our countries. There is the threat against biodiversity, on that exposing the populations to natural disasters, so that we can speak of a global environmental crisis. Obviously, to all of these is added the post-corona economic and social crisis. The pandemic continues to have significant economic repercussions with substantial effects on the labor market. It revealed and amplified many vulnerabilities and injustices that were already present. Regarding its impact on the health, the virus does not discriminate. Many families in Slovenia, as well as in other countries, are endangered by the economic instability and by social and psychological problems. Family is for our societies a place of care, hope, and security. In 2021, many families will need our help, and we should be prepared to give it. However, in the world of work, it is the most disadvantaged
and the most vulnerable ones who are hit the hardest and with the most cruelty. The governments and the political parties are pushed to find concrete solutions to put under bread rivalries and of another age. During the current period of the global epidemic, state borders were closed. National and global solutions were being pursued to answer to question of how to move forward. In this harsh context, the diplomatic corps noted with satisfaction that the Slovenian diplomacy has been able to meet these challenges and that a new and very interesting diplomatic dynamism develops. The Slovenian diplomacy seems to be visible everywhere. The diplomatic corps greets the efforts made to promote contacts and dialogue with the neighbor countries and to deepen the relations with non-European countries in Latin America and Africa, for example, so as the participation in many multilateral meetings. The diplomatic corps noted the wish of Slovenia to be considered as a responsible ally and a constructive partner. The diplomatic corps wishes to Slovenia to continue to deepen the bilateral and multilateral relations enriched not only legitimate national interests, but also contributing to the edification of the international community, promoting peace, serenity, and freedom. The diplomatic corps notices with satisfaction that throughout the period, the Slovenian Diplomacy Day was celebrated on the date when Slovenia is commemorating his admission to the United Nations. This step represents Slovenia's entry into the world of diplomatic team, which was followed in a relatively short time by EU and NATO membership, and a few years later also by the admission to the Organization for Economic Cooperation and Development. This year will be for Slovenia as significant celebrations and commemorations to mark certainly the 13th anniversary of the plebiscite, which was a landmark occasion on the journey towards the independence of this country. The diplomatic corps is happy to share this important moment in your national life. The celebration of this year will certainly also take place in the wider context of the European Union and of the countries that emerged after the dissolution of Yugoslavia, which certainly share many aspirations with Slovenia. Promoting reconciliation and union is good. Slovenia had become a role model of democracy and prosperity. In this context, in the second half of this year, your country will take over the presidency of the Council of the EU for the second time. The first time in 2008 was a success. The diplomatic corps is very excited to look at the Slovenian propositions and priorities. The pandemic has brought the urgent need for unity among nations, among political parties, among the citizens. We all had to learn to put aside the political differences and unite in the protection of human lives. Let's hope that this spirit shall survive and we will be able to face all the challenges of the third decade of the century together.
Allow me, Mr. President, to end this speech by applauding the double Slovenian victory in cycling, giving the opportunity to listen the first time the Slovenian anthem on the Champs-Élysées, by underlining the great successes, especially in kayaking and skiing, and by noticing that Slovenia is a nation of sport. We sincerely hope that the Slovenian athletes may keep the prestige of this country high, and that beyond their success in the competition, they may be good ambassadors of the values of these coming postponed Olympic Games brings with them. Trying to be complete, it seems necessary to mention a field, the gastronomy. After the release in 2019 of the first Goemio guide dedicated to Slovenia, it is a Michelin guide that has come to celebrate Slovenian gastronomy in 2020 with a restaurant with 2 stars and 5 to 1 star. As the gastronomy has experienced one of the most complicated years in its history, these success stories may be a beacon of hope for recovery in 2021. Again, Mr. President, and on behalf of the Diplomatic Corps accredited to the Republic of Slovenia, I would like to reiterate the best New Year wishes for the well-being of us all. May this year 2021 bring to the citizens of Slovenia reconciliation and peace, prosperity and happiness, on the strengthening of the bonds of friendship uniting our different countries. Thank you.